Ja, mogoče bi rad začel, da izpostavim, da sem sam že skoraj 20 let vpleten oziroma zapleten v evropske projekte in skozi to mojo prakso sem čedalje bolj začel ugotavljati, da ne obstaja nek priročnik ali pa knjiga, ki bi tudi kritično nekako pogledala oziroma prevetrila te ustaljene prakse oziroma stvari, ki jih nekako vsi počnemo, ki delujemo v evropskih projektih, ampak o njih ne spregovorimo javno, ne spregovorimo na glas. Tako da, če že obstajajo kakšni instant priročniki za projektni menedžment, ki pa se bolj dotikajo nekih industrijskih, strogo kontroliranih okoljih za razvojne projekte, kjer so pač poznani, zahteve naročnika in je tudi sam proces, razvojni proces, pa tudi končni rezultati veliko bolj obvladljivi in predvidljivi. Evropski projekti, pa vsi tisti, ki delujete v njih, veste, da so to neke precej kompleksne tvorbe, ki povezujejo različne ljudi iz različnih jezikovnih, kulturnih okolij, ki pripadajo različnim sektorjem, disciplinam, znanstveno-raziskovalnim tradicijam in tako naprej. Delujejo v organizacijah, ki so večje, manjše, profitno naravnane, univerze, nevladne organizacije in tako naprej. Se pravi, obstaja res neka kompleksna tvorba, ki jo težko natančno, njeno pot težko natančno opredeliš že v sami projektni prijavnici, čeprav smo to prisiljeni narediti. Tako da sam spregovorim, tako kot tudi naslov pove, o vseh teh praksah, ritualih, projektnih večerih, sestankovanju, projektni govorici EU-lingua, ki jo vsi uporabljamo, poročanju recimo, se pravi vse to, kar se počne, ampak nekako ostaja v ozadju, ostaja v zaodrju, ampak želim pač to, kot antropolog sem skušal to raziskati in spregovoriti tudi na momente precej, recimo, kritično. Tako da bi rekel, da je knjiga namenjena tako akademski sferi, kot tudi tistim, ki delujete v evropskih projektih in bi želeli kritično preizpraševati svoje samoumevne, ustaljene prakse, kot tudi tistim zonancem, ki nikoli niso sodelovali, pa bodo mogoče zaradi te knjige lahko uspešno pridobili kakšen evropski projekt. Zdaj pa ne nazadnje bi se pa rad zahvalil založbi ZRC SAZU, Arisu za finančno podporo, urednikom Danu Podjedu, Ingrid Slavec Gradišnik in Alešu Pogačniku, pa ne nazadnje oziroma še posebej oblikovalki knjige in te res privlačne povedne naslovnice Moniki Klopčar. Hvala lepa.